Zdaj trenutno pišem magisterij na FER-ju, študij medijskih komunikacij. In ko sem bila tu na drugi stopnji, sem se odločila še za vzporedni študij psihologije, ker se mi pač zdi dobra kombinacija. Mediji in psihologija, kar tudi mene bolj specifično zanima. Kar pa se tiče usklajevanja, pa menim, da je vse v dobri organizaciji. Mene je psihologija že od nekdaj zanimala, vendar, ko sem se jaz vpisovala v prvi letnik, še ni bilo študija psihologije v Mariboru. Moja želja pa je bila biti v Mariboru. Zato sem se prvo odločila za medijske komunikacije in potem, ko se je začel študij psihologije, sem se vpisala še tam. Novinarsko delo, kot veš, je zelo dinamično in zanimivo. To, kar pa delam zdaj tam, kar se tiče PR-ovstva, pa je tudi, vedno se nekaj dogaja, veliko je projektov, na katerih delamo. Spoznaš tudi veliko ljudi, nauči se veliko stvari in seveda moj študij medijskih komunikacij zagotovo tudi nekaj pomaga pri tem. Pa bi lahko mogoče rekli, da je nekoliko bolj sterilno delo od tistega novinarskega? Ja, zagotovo je. Čeprav tu včasih delam na katerih projektih, konkretno na terenu. Zdaj sem bila pol leta na Nizozemskem, v Groningenu, kjer sem študirala psihologijo. In to je bila pač res enkratna izkušnja, ne samo zaradi novih spoznanstev in novega okolja, ampak tudi glede študija, da vidiš, kako študij poteka drugje, na kakšnem nivoju, kako potekajo predavanja. In zdaj, ko sem se vrnila, se še navajam na ta novi ritem. Raziskovalno delo je pač gor bolj poudarjeno, spodbujajo učence, mislim študente, da sodelujejo pri raziskavah, prav tako so profesorji v prvi vrsti strokovnjaki in raziskovalci in skozi delajo na tem, sodelujejo v raziskavah, organizirajo raziskave in potem tudi v tem predavajo. Prav tako je bilo veliko gostujočih strokovnjakov na predavanjih, jih ni bilo pač sram ali odveč povabiti strokovnjakov iz prakse, da so prišli in nam odpredavali iz pač realnega, praktičnega sveta. Univerza v Groningenu ima pač obvezo za njihove študente, da morajo en semester obvezno opraviti v tujini. Vejo, da to lahko res prinese nekaj novega, edinstvenega, nov pogled na življenje, tudi prisiljen si, ko si v neki novi situaciji z novimi ljudmi, v novem okolju, se znajti. Zato jaz res polagam na dušo vsakemu, ki ima možnost, da gre v tujino, ali študij, ali prakso, ali karkoli pač je možno. Avgusta, preden sem pač odšla na izmenjavo, sem posnela neko kratko delo, pač s tistimi pogoji, ki so bili navedeni v tem mednarodnem razpisu. Delo sem poslala in potem, ko sem bila že na Nizozemskem, sem dobila mail, mislim, da septembra, da je bilo izbrano moje delo oziroma del mojega dela za ta Gesamt projekt, ki je v bistvu nek crowdsourcing film. In sem bila tudi povabljena na premiero, katere sem se tudi udeležila. In to je bila tudi ena krasna izkušnja. Res čisto tako spontano in tudi tega ne bom nikoli pozabila. Kar se tiče predvsem tehnično, mogoče z medijskih komunikacij, kar pa se tiče interpretacija dela James Joycea in tega zadnjega poglavja, kjer ima Molly svoj notranji monolog, mi je pa mogoče tudi študij psihologije malo pomagal in to je bil krasen primer, kako lahko združiš mogoče ta dva študija, ki pa pač študiram v nekem delu. Prav tako pa tudi moje lastne izkušnje, moje lastno razmišljanje, da sem vse skupaj združila in je nekako očitno uspelo.